En prav krasen, lep poletni pozdrav. Zdaj, tole mogoče malo daljši video, ampak zelo zanimiv, ker vmes bom povedala tudi zelo poučne stvari, kaj sem se jaz naučila v teh 21 letih. Snemam znotraj Hyundai Getza, prva serija 2003, ki je z mano in z društvom bil 21 let. Sem ga uporabljala za to društvo. Zdaj, avto je do zdaj mi porabil nekih, ne vem, ne za servis, ampak za popravila kakšne 4000, 5000 evrov, in to v 21 letih. Zdaj, deli so bili res poceni, tudi registracija, tudi v bistvu vse. 7 let nazaj je tam, ko sem ga kupila, pri Schublum, so rekli, da ga ne bodo več popravljali, ker je prestar. Potem pa ga je pač Matej, naš serviser, vzel v roke in je rekel, z ljubeznijo ga je popravljal in je rekel, dokler bo šel, ga bom jaz popravljal, bom jaz skrbel za njega, da ga boste lahko vozili. Ampak pred kratkim se je zgodilo to, da mu je odpovedalo srce. Kaj to pomeni? V bistvu ne vemo točno, vrgel je ven olje, kompleten motor je pošprican, poškropljen z oljem, spodaj predvsem, verjetno so to bati, ali je glava skrivljena ali ne, ne vemo, ker ga serviser ni odpiral. Rekel je, če je skrivljena, je konec, je treba zamenjati motor. Ga ni tako lahko dobiti, ker nihče ne prodaja Gecov, ker kdor ga ima, je zadovoljen, pa ga pač ima, dokler gre, ko pa pač ne gre, ga dajo ali na odpad ali kakorkoli. V glavnem, jaz sem tudi na odpadu kupovala rezervne dele od zaletenih Gecov, pač in je bilo super, čeprav je težko, v bistvu nekateri, recimo havbe nisem mogla dobiti, sem morala novo naročiti, ker je letnik 2003, prva serija, čist prva, v bistvu, in se ne da kar tako dobiti, ni variante. Tole je kraj, kjer je naš Hyundai Getz izdihnil in zdaj čaka na popravilo. Zgodba, kako sem prišla do tega avtomobila, je zelo zanimiva. In sicer sem prosila osebo, ki ji zaupam, ker se jaz na avtomobile ne spoznam, kaj naj kupim, kaj naj vzamem, kateri avto bi bil v redu zame. Ta oseba je našla tega, je rekla, nekaj čist novega, korejc, Hyundai Getz, priporočam ti 1.3, ker se mi zdi, da je 1.2 malo premalo močan, 1.4 mogoče, pa 1.5, 1.6 mogoče malo predrag za registracijo. Tako da ti to priporočam, itak se boš vozila več ali manj Ljubljana okolica, tako da zate je to, za podjetje je to. Pa še samo 8000 evrov. Sem rekla, okej, super, ker tudi takrat so bili ti rabljeni avti res dragi. Tako da tam so bili tam nekje, tam, 5, 6, 7, 8000 evrov, tudi 10 000 evrov, taki primerljivi. In se ni splačalo kupiti rabljen avto, v tistih časih ne. No, tako da je rekel, pojdi do Šublja, tam oni prodajajo te avtomobile, to je bilo Domžale, in sem rekla, okej, grem tja, grem pogledat, takrat se je Stojanka še delala, se kaj grem pogledat, in jaz sem si predstavljala, da je to nek fičo. Fičo je zastava 750, si tudi lahko pogledate, kaj to pomeni, oziroma kakšen avto je to. Res nekaj miniaturnega. Takrat so bili ti avti zelo pogosti. Fiati, to je bil Fiat,
Pa ne vem, če niso tudi neki zastav imeli, zveze nimam pojma, v glavnem Fiat. In sem rekla, nič, bom šla pogledat, kaj to je, pa če res mi ustreza. Zmenila sem se za testno vožnjo, z Matejo prišlo in prišibam tja in vidim, da Mateja ima veliko dela in je rekla, no, daj se malo razglej po salonu, bom čez 10-15 minut, samo da nekaj stvari prevzamem, pa pridem takoj, a ne. Jaz okej, se malo razgledam in vidim en čudovit avto, a ne, tak luškan, velik, v bistvu res lep, na pogled, tako ljubezen na prvi pogled, sem rekla, kako bi bilo super, ke bi bil to Hyundai Getz, ne. Pridem blizu in gledam in odprem noter, krasen avto, enoprostorec, en. Sem rekla, ke bom velika, bom pa tole imela, ne. In grem okrog njega in vidim, tako zadaj piše Getz. Jaz tako, ne, ne no, a je to res, a ne. In potem je že Mateja imela čas in sem rekla, pa je to Getz, ne, prav ja. Je rekla, evo, imam že pripravljenega, greva na testno vožnjo, mi da ključe, se usedem, ker sem majhna, smo mogli prirediti vse, ogledala in sedeže in vse. In vozim in ja, seveda bom to kupila, ampak je bil problem, v bistvu, kaj zdaj. Je bil problem, kaj zdaj, kako z denarjem, ne, ker startup podjetje, v bistvu nezaposlena, vse to, kako pride do tega, ne. In je rekla, Mateja je rekla, ni problem, najboljše, da se obrnemo na NLB. In sem se res tja obrnila in so mi rekli, da lahko dobim lizing, da lahko dobim na kratek rok, se pravi 3 leta in dosti visok obrok. Če dokažem, da imam res redne prilive, mi ga lahko celo odobrijo, a ne, brez zaposlitve in to. In sem rekla, okej, zmenjeno, a ne. In sem jim dala dokazila vse in potem po Šublu so kar že naročili avto. Čeprav sem rekla, počakajte, ne vem, a dobim jaz denar ali ne. So rekli, ne, to bomo mi kar naročili. Jaz sem bila v paniki, čeprav ne bi bilo treba, a ne, pač to so mi samo živci šli, jaz bi morala dejansko samo zaupati, a ne. In kaj se je dogodilo, 14 dni ni bilo nič in jaz tako vsa v strahu, tisto, kdaj me bojo poklicali, kdaj mi bojo odobrili denar, bom jaz to dobila, ja, ne, sem halo, ne. In potem me potrpežljivost mine, pokličem na NLB in mi gospod reče, hej, ja, pridi po avto, ne, kredit je odobren, Šubelj je dobil to že plačan, avto je pa že tam, ne. Jaz tako, kaj? Kako je to mogoče, a ne? Ampak je bila moja namera res tako resna in da to dobim, da ja, se očitno zgodilo, kličem Šubla in mi reče Mateja, ja, avto pride danes, res danes, malo ima zamude zaradi dobave, ampak pride danes, bi mogel že biti, tako da jutri ga lahko prideš prevzeti, ne, registracijo narediš in vse in avto je tvoj. Pa tudi že plačan je že in to je to. Yes, tako sem izgledala, a ne. Kako sem bila vesela. Ampak to spet ni bilo dobro, a ne, tako to bom tudi razložila, zakaj. Naslednji dan sem šla z očetom v bistvu po ta avto, seveda, ker sem nazaj želela iti sama s tem novim. In super je bilo, zanimivo, v glavnem sem prišla noter, ni bila Mateja, ampak neki drug prodajalec. In je rekel, spet ni imel časa, a ne, je rekel, samo ti pa zgodna si, samo tele papirje še uredim, tole prevzamem in se ti posvetim. Sem rekla, avto je, prav je prišel danes zgodaj zjutraj oziroma že včeraj zvečer, je bil na meji, v glavnem je prišel, avto je tukaj, je na parkirišču, a ne. Sem rekla, super, a mi daš ključe, grem jaz avto iskat. Pa je rekel, ja,
ne, moram še zrihtati papirje, pa dobiš ključe, ni problem. Ko bova šla skupaj, ker imam jaz tam 15 enakih, čisto istih srebrnih gecov, tako da ne boš vedela, kateri je ta prav, ker so vsi isti, a ne. Na videz, na zunaj, ne. Sem rekla, ne morem čakati, bom šla jaz kar tja, ne, bom zunaj na zraku počakala. In sem šla na parkirišče in gledam, sem šla mimo vseh 15 in me je eden potegnil že na začetku. In potem, ko sem šla nazaj, me je ta avto potegnil ta drugič tudi, a ne, in sem ga objela, to je bil tretji po vrsti, in sem ga objela, tako havbo. In med tem časom je prišel v bistvu prodajalec ven s ključem in je bil ves iz sebe, je rekel: "Pa kako si vedela, da je ta avto ta prav?" Sem rekla: "Poklical me je." On me je tako gledal: "Aja?" Sem rekla: "Ja." Poklical me je, ta je očitno moj, ne, meni namenjen, prav saj je tvoj. In mi da ključe in odklenem, odprem in vse razloži in vžge in vse, in potem mi je razložil, kako tankati in kaj narediti za registracijo in kaj vse moram, pač dal mi je poskusne tablice, da sem lahko v bistvu vse uredila in vse je šlo gladko, hitro. Bila sem zelo, zelo srečna in vesela za ta avto in v bistvu meni je avto isto kot človek, s tem, da nima duše seveda in živčevja, ampak tretiram ga enako zaradi tega, ker ima srce, ima ožilje, mislim, to so pač cevke, ima možgane, to se pravi, ima nekaj elektronike noter, to so njegovi možgani, a ne, pač ker recimo oni stari analogni avti niso imeli nobenih možganov, ne. Te pa imajo, ne, pa so neki pametni, pa pol ne moreš popraviti, pa ti zagnojijo stvari pa tako, a ne. V glavnem, zaradi tega mojega dobrega odnosa do tega avtomobila, dobrega, v bistvu res totalno zaupanje in sprejemanje, je ta avto mi deloval 21 let brezhibno, in kadar se je pokvaril, je za mene to bilo okej, ni bil velik strošek, velik stres, ne. Recimo en primer dam, ke sem se tudi naučila, veliko me je tudi naučil ta avto, res veliko, se pravi duhovno, duhovni napredek je bil tudi s tem avtom. Zdaj, če tako jemlješ stvari okrog sebe, potem te vse uči, a ne, pač vse stvari, tudi če so mrtve, tudi če je kamen, a ne, te uči nekaj, da lahko napreduješ. In jaz sem bila, enkrat se spomnim, pač je imel avto kar težave in je tam, bila sem v nekih krajih, ke niso bili obljudeni, in nekih tujih krajih, ke nisem nič poznala. In sem se od prijateljice peljala in pač po nekaj kilometrih je avto pač enostavno ugasnil in ni bilo šans za naprej. In sem se ozrla okrog sebe, ker je bilo vse zaraščeno, nič, ampak tam sem videla čez cesto neki dovoz, a ne, ke grem tja vprašat, če mi lahko kdo kaj pomaga. In ko sem prišla tja gor, po hribčku malo navzgor, sem prišla direkt do servisa, avtoservisa. In ta servis je potem bil še nekaj let moj servis, v bistvu jaz sem tam avto pustila, ke se je shladil, je še delal toliko, da smo ga peljali gor po tistem hribčku, dan sem ga pustila in ta serviser me je odpeljal do prijateljice, ker je bil pač tudi njen, on je bil tudi njen serviser, nisem tega vedela, a ne, takrat. Pri prijateljici sem bila 2 dni, da se je on s tem ukvarjal, in v meni sem bila pa čisto brez, tudi enega evra nisem imela, tudi enega ne, a ne, takrat. Takrat sem se zdravila, nisem mogla delati, sem živela čisto v bistvu v eni zapuščeni vasici. Tako da samooskrbno, tako da sem tudi zelo težko prišla do denarja, a ne. In takrat sem tudi magisterij delala, najprej diplomo, na temo samooskrbne posesti in potem pač še magisterij, kako oživeti, kako pač delovna mesta na podeželju nazaj oživeti s pomočjo tudi
starih veščin in pa nove tehnologije. V glavnem, prejšnji dan, mislim, ta drugi dan, ko sem bila pri prijateljici, je prišla ena njena prijateljica, ki sem ji nekaj prodala, pa mi ni dala denarja, ker ni imela, ne. In me je zagledala in je bila prav presrečna, da mi lahko ta denar da, in to je bilo 5 evrov. In mi je dala in jaz sem že pozabila in sem rekla, wow, hvala, zakaj? Pa je rekla, ja, tisti si ti meni prodala, se spomniš? Sem rekla, ja, se, ampak sem že čez glave dala ven. Rekla, evo, jaz sem skozi mislila na tebe in skozi sem teh 5 evrov in sem ti jih dala zdaj. Ne? Naslednji dan sem jaz imela kar boje sama s sabo, ali poklicati serviserja, strah me je bilo, koliko bo to koštalo. Avto sem vedela, da je neka velika okvara, koliko bo to koštalo, kako se bom jaz z njim zmenila zdaj za plačilo. Ne? Pa prvič sva se videla, kaj zdaj, ne? Pa sem rekla, nič. Tukaj edino, kar lahko naredim, je zaupanje v sebe, zaupanje v serviserja in zaupanje v življenje, okolico, vesolje, vse, kar me obdaja, da bo vse se zgodilo tako, kot se mora. Najboljše za vse akterje. Ne? Jaz res sem to čutila v sebi, iskreno, in sem brez strahu šla tja, ne? Me je prijateljica peljala. In ker je rekel serviser, da je avto v redu, da naj pridem ga iskati. Ne? In me je tam pustila in šla. In potem mi serviser razlaga, kaj je, in da me nauči, da če naslednjič še to naredi, kaj naj naredim, in da pač neki, kaj se reče, relé, ne vem, v glavnem neke take mini zadevice, ki jih daš tam noter v tisto škatlo, kjer je elektronika, zamenjaš, pa je v redu. Pa je rekel, lej, tega ven vzameš, pa nazaj noter, pa bo spet delal. Nekaj s to škatlo ni v redu, je pa predraga za kupiti nova, se ti ne splača, a ne. Rekel, na odpadu pa ne dobim, ne, za tega geca. In sem rekla, okej. In sem rekla, dobro, ni neka prav huda okvara, ne. Sem rekla, koliko to stane, koliko sem dolžna? Je rekel, saj sem razmišljal, koliko bi jaz tole sploh računal, ker nisem nič naredil, ne. Tako da ne bi nič vzel, ampak ker sem dal svoje tele, ne, zadevščine noter, bi bilo to 5 evrov, če ti ni preveč, ne. Jaz ga gledam, se smejem. Zdaj, ne, v redu je, v redu. 5 evrov. In mu dam tistih 5 evrov, ki sem jih dobila prejšnji dan. To je res poučna zgodba in od takrat naprej poskušam na ta način delovati v življenju, in kadar mi to uspe, to je zdaj na srečo večino časa, je dobro v mojem življenju. Drugače pa ni, a ne, se stvari lahko, ko se jaz vmešavam z umom, z egom, z nezaupanjem, pač se stvari ne zgodijo, a ne. In očitno imam v nezavednem tega še kar dosti, ker stvari se še niso čisto postavile na svoje mesta, se mi pa zelo počasi postavljajo in je vedno boljše, ne. Tako da, če želite sodelovati, vas vabim. Vas vabim v tim, vas vabim v bistvu kot donatorje, vas vabim, da pomagate pri študentih, s katerimi se ukvarjamo brezplačno, a ne, s prostovoljci, da jih posvojite, da postanete njihovi meceni, a ne. Imamo 2 izjemno sposobni študentki, ki si res zaslužita to, pridni, delovni, hitro se učita. Imamo študenta, ki ima duševne motnje, ki se bori v bistvu s to boleznijo in mu pomagamo v bistvu, da naredi prakso. Ne gre mu najboljše, ampak se trudi, in takrat, ko se trudi, naredi stvari, tako da mu dajemo šanso in pač res predlagam, da sodelujete tudi vi. O teh študentih pa na naši spletni strani spodaj v opisu preberete, ker so študenti sebe opisali sami, a ne, in je to njihova prva naloga,
ki jo dobijo pač v našem društvu. Zdaj, kaj bomo z njim naredili? Imamo pač drug skromen avto, v bistvu, ki je bil, nas je koštal malo, v bistvu dober avto, pač podoben gecu, malo manjši. Važno je, da nas pripelje iz točke A do B varno in zanesljivo. Pač res si želimo imeti nekaj čipa, štirikolesnika, ker živimo samooskrbno v hribih in radi bi imeli pisarno v bistvu v takem avtu, ampak je to za nas finančno čisto nedosegljivo zaenkrat. Gremo pa v tej smeri, a ne. Zdaj, Hyundai Getz, v bistvu ta tukaj, ke snemam tole, kar vidite, možno je, da je popravljiv, bi nas koštalo tam kakšnih 700 evrov. Če je kdo med vami, ki bi doniral, ki bi pomagal, da ga odpremo, da pogledamo, kaj je z njim. Zdaj, če ga odpremo, pa ne dobimo motorja, za njega potem to pomeni, da gre na razrez, smrt za pač ta avto, ki je res nekaj posebnega, pa bom povedala, zakaj, njegovo zgodbo, a ne, kako to izgleda. Če pa je popravljiv, potem bi pa ga lahko uporabljali še naprej, a ne. Bi se ga dalo ponovno registrirati, zdaj ni registriran, stoji v bistvu na dvorišču in čaka na svojo usodo, kaj bo. Mi verjamemo, da bi ta avto še bil v bistvu možno, da bi ga bilo še možno popraviti, a ne. Ne vemo pa, nismo pa sigurni v bistvu, kaj je zdaj s to mašinico. In tukaj nekje se je začelo, kaditi iz mašine oziroma tukaj se je začelo kaditi iz motorja. In pripeljala sem do tegale dela tukajle. Tako. In tu smo se ustavili. Tu sva se ustavila z Gecom in je bilo konec. Zdaj, zakaj je nekaj posebnega ta avto? Vedno, kot da bi bil žival, v bistvu čuti na neki način, je stroj, se zavedam tega, ampak na neki način, kot da bi dihal z nami, a ne, z mano predvsem, ke sem ga vozila, skrbela za njega. V glavnem, res dobro vzdrževan avto, zato je zdržal 21 let, kar je res fenomen, je pa unikat, zato ker jaz takrat nisem hotela, pač to je ključ, a ne, njegov, in nisem že takrat so imeli serijsko vgrajeno, da ko si pritisnil, se je pač odklenil. Centralno ima, ampak nima pa tega daljinskega, a ne, pač odklepanja, ker takrat je bilo to še tako v povojih, da če se ti je to pokvarilo, pa da si bil v avtu, ni bilo variante, da te ven dobijo, da se to odklene. Sploh ni bilo variante in to je bilo cela štala, a ne. Nisi mogel tudi, ni bilo telefonov, nisi mogel ne poklicati na pomoč, ne nič, če sem bila nekje v divjini, pač bi bila not zaklenjena v avtu toliko časa, dokler me ne bi našel neki gozdar, a ne. To pa ne veš, kdaj je, ali pa lovec, ne. To pa ne veš, kdaj je, ne, in zato nisem hotela tega, in so mi posebej morali narediti, pa posebej brez klime, ker takrat so bile dobre klime zelo drage, serijske pa slabe, a ne, pač si bil skozi bolan pa kar nekaj, a ne. Tako da nisem hotela klime in ta avto pač nima klime in je bil tudi ker so že serijsko imeli vgrajene klime, sem morala ga čisto posebej naročiti. Zato je unikaten, a ne. Čez 4 leta bo oldtimer, zdaj sem slišala, da za to rabiš tisto pač knjižico, upam, da jo res najdem, da ni nekje v bistvu končala, a ne. Res upam, da to najdem. Ker bi
Pa upam, da ni to nek pogoj, no, za pač, da bi bil to oldtimer, upam, da ni, no, nek prav grozen pogoj, a ne. Zdaj, dele ima dosti nove zamenjane, razen mašina, a ne, vse ostalo je zamenjano novo, tako da, če ne drugače, bomo poskušali ta avto prodati. Verjetno bo šel dosti hitro in lahko tudi, da dobimo nekaj stroška nazaj za tisto, kar smo vložili v drug avto, a ne. Ja, zdaj, kako sem prišla do njega, to je tudi posebna zgodba, a ne. Jaz ga imam zelo rada zato, ker vedno, če je bilo karkoli narobe, da je pač odpovedal, je to vedno naredil. Ali čisto doma, ali na dvorišču, ali čisto pri domu, ali pa ni važno, kjerkoli v Sloveniji sem bila, pred vrati servisa. Točno pred vrati servisa je ponovadi odpovedal. Se pravi, primer, a ne, kako zaupanja in pa tega, kako sva si res zaupala z avtom in kako sem zaupala v življenje, je, pa je zelo poučen primer tudi za druge, a ne, je tole, da ko je začel resnejše odpovedovati, zato ker ga dolgo časa nisem vozila, je stal in potem se je začel res kvariti. Nisem tega takrat vedela, zdaj to vem, da je treba avto dejansko voziti, da je to obratno kot računalnik. Računalnik več, ko ga uporabljaš, slabši je, v bistvu bolj umira, se rabi, medtem ko avto ne, a ne. Je pa ravno obratno, bolj ko ga voziš, v boljši kondiciji je ta mašinca, a ne, ta stroj. In to je pač nasvet za tiste, ki ne veste tega. Torej, ta avto, imela sem prej 101, to je ljubkovalno ime, tisti, ki ne poznate, ki ste mlajša generacija, to je Zastava 101, greste lahko pogledat na internet, slike so še vedno. Dober avto je bil, povsod je prišel čez vsak sneg, v bistvu res 13 let je bil star, ko mi je odpovedal, ko je pregnil, mašina je še, mislim, ja, no, še kar delala. Je zelo veliko porabil olja, tudi sem bila, jaz pa oče sva bila edina, ki sva znala tisti avto sploh vžgati, ker je imel še tisti, ne vem, kako se reče, zavk, smo rekli, se pravi, da si moral ročno narediti tako, glede na vreme, a ne, pač glede na vreme, glede na zunanje okoliščine, koliko bencina, ko si obrnil ključ, je porabil avto. In če si preveč, je mašino zalilo, stroj zalilo oziroma pač motor, če pa premalo, pa ni vžgal, a ne. In če v prvem poskusu nisi uspel pač 101 vžgati, tisto 101 vžgati, ni vžgala. Mislim, si se res namučil, kakšno uro razirabil, da si da sem zadevo pač uredila tako, da je pač zagnal se motor, a ne. In potem sem mogla nekaj časa na mestu stati, da je motor začel vbrizgavati pravilno količino bencina, da ni ugasnil, a ne. Ja, tako da sem tisti avto puščala kar odprt, ker je bilo čisto vseeno, a ne, pač, ker ni variante, da bi ga kdo ukradel, razen če bi ga naložili na vlečno službo pa odpeljali. Edino to, drugače ni bilo variante, a ne. Je bilo pa zanimivo to, mogoče kot zanimivost naj povem, da enkrat sem na Trubarjevi cesti sem šla, ne vem, kaj sem tam delala, v glavnem sem šla do svojega avta, 101, in odprem. Se usedem, primem vtaknem ključ noter, ga vžgem, avto, 101, in primem za tole menjalnik in nekaj ni bilo v redu. In pogledam in je malo drugačna glava bila. Čutila sem v rokah, to ni to, majčkeno drugačno je bilo, ne. In sem rekla, kaj pa zdaj to? In pogledam tukaj gor na ogledala in ni mojih čarovnic bilo, ker to so bile pač neke lutke, sem jih imela tam za okras.
ni bilo. Sem rekla, wow, kaj je zdaj to? In pogledam tole je bilo takrat na stoenki, to je pač neko Voi za volan, tak seksi izgleda. In tega ni bilo gor. Sem rekla, kaj je zdaj to, kaj je zdaj to, kaj je zdaj to? Ugasnem, grem ven, gledam avto, iste barve, vse enako kot moj, samo noter ni bil isti, tudi manjkale so tele preobleke, sem imela neki tak kosmato iz ovčje volne, tudi to je manjkalo, sem rekla, pismo, kaj je zdaj to? Grem jaz malo po ulici gor dol in čez tako enih 50 metrov naprej še ena ista stoenka. In se usedem noter, odklenem, isto tisto sem zaklenila, se v to drugo odklenem, isto tako, se usedem not in je bila moja, se pravi vse to, kar je manjkalo v tisti, je bilo v tej noter, je bilo not, In jaz ko, wow. In sem bolj klicala na Zastavo in sem vprašala, če mi lahko to razložijo, in so rekli, da je to zelo redek primer, ker se mi je zgodilo, in da so vedno, da oni vedno delajo v eni seriji nekih 5 avtov enakih, čisto isto, z ključi vred. Isti ključi, vse isto, in da je to čisto možno, ker se mi je dogodilo. No, tako, evo. V glavnem, tole ni možno, pač od Hyundai Getza ni šans, to je unikat. Imam tudi kodo, še original, ki sem jo dobila, da če izgubiš ključ, da imam tudi rezervo, ampak če izgubiš ključ ali pa da je kaj narobe, da ti po tisti kodi naredijo novega, Pač, ampak to moraš počakati, 14 dni traja, mislim, da ti v Koreji naredijo, ker se ga ne da kar kopirati. No, eni ljudje, ki se zelo spoznajo na avte, pravijo, da se da vse narediti, tudi tak ključ, da ni problem, ponarejevalci vse znajo narediti, tudi tak ključ, no. Tako da ne bom neke dezinformacije vam dajala. V glavnem, ko je stoenka res pregnila in ni bila več uporabna, sem se odločila, ker ravno odprla sem takrat podjetje in sem se odločila, da rabim nujno zanesljiv avto, da jaz pridem do strank, ker takrat se to ni dalo, ker tako ni bilo interneta, nisi mogel komunicirati kar tako, tudi telefonov nismo imeli še takrat, v bistvu niti stacionarca, v bistvu, ker mičkeno izven Ljubljane, ampak se do ničesar ni dalo priti, nič ni lovilo, nobenih, mobiteli so bili še oni ragle, oni ta veliki mobiteli, tako da sem res rabila nekaj zanesljivega, in ker so bili rabljeni avti takrat skoraj enako dragi kot novi, sem se odločila res za novega, No, in to je zdaj začetek zgodbe o tem Hyundai Getzu, v katerem me zdaj vidite. Če ste za to, da kaj pomagate, donirate, pomagajte, pač spodaj v opisu imate link do spletne strani društva, kjer lahko donirate, pomagate, pokličete, ali če ste serviser ali kakorkoli, če hočete zastonj to, mislim, pač pogledati, popraviti, nam donirati to, ali pa nam donirati denar, da našemu serviserju to peljemo in pač, da se nekaj s tem avtom zgodi, ker imamo zdaj časa malo manj kot 2 leti, da nekaj naredimo s tem avtom, drugače potem bomo neke dajatve mogli plačevati, kazen ali kakorkoli, če ga ne damo v razrez in to dokažemo občini. Okej.